V uredništvu smo dobili avto, ki nosi ime po ljudstvu v Iranu in avto, ki je dejansko začel vso to križano norijo. Vem, da veste, da je to Nissan Qashqai, ampak ne veste pa, da je dobil nov motor. V bistvu je dobil dva, oba z enako prostornino, ampak z različno močjo. Jaz imam tam močnejšega 117 kW oziroma 160 konjičkov se poti tukaj le spodaj in mene je doletela naloga, da testiram porabo. Ja, vedno mene nekje najdejo, da sem testni zajček, ampak v bistvu me tale naloga danes precej zanima. Ok, potovalni računalnik na 0. Tank je poln, akcija. Nissan obljublja poprečno porabo 5,8 litra za takšen Qashqai z robotiziranim menjalnikom, ki je v bistvu tudi novost v ponudbi. 7 prestav ima in jih z dvojno sklopko prav lepo in hitro premetava. No, moja pot pa gre sicer iz Ljubljane do Konjic, kjer je doma Iztok, ker me zanima, kakšna bi bila povprečna poraba za nekoga, ki se mora vsak dan peljati na šiht v Ljubljano. Ok, za mano je vzpon na Trojane, poraba je zaradi klanca točno 7 litrov in bo gotovo padla do Konjic. Moja hitrost je ves čas 130 km/h, razen tam, kjer so pač omejitve 100, torej ta trenutek. Pomagam pa s tempomatom, ki ves čas lepo drži nastavljeno hitrost, tako da v bistvu z nogo nič ne dodajam oziroma odvzemam plina. Motor je tih, lepo vleče v klanec, nobenih posebnosti zaenkrat. Tako, izvoz Konjice, Iztok me najbrž že čaka s kakšnim mrzlim špricerjem, ampak še ne ve, da nisem še končal za danes. Ico, butere se delajo z drugih vej. Poslušaj, če bi se ti vsak dan vozil službo na relaciji Konjice-Ljubljana z avtom, ki ima 160 konjev, bencinski motor, avtomatski menjalnik, veš, koliko bi imel porabo? 5,9. Ja, in zakaj je pol hotel dizla? Ne vem. Dobro, šibam jaz naprej. Pejte pogledaj, če že grozdje, kaj je pogana. Ne, rože. Poraba še enkrat na 0. Mimogrede, mi še vedno pri vseh testnih avtomobilih merimo realno porabo in zadnje 2 ali pa 3 leta opažamo, da so tile merilniki postali tako zelo natančni, da jim brez težav zaupamo. Zdaj je moja naloga še izmeriti porabo po regionalni cesti. Vožnja bo umirjena, prometa k sreči ni veliko in rezultat bi moral biti še boljši. Že nekaj časa je od tega, ko so prostorninsko manjši turbomotori začeli menjati večje atmosferske. Prednosti je bilo veliko. Več navora v srednjih vrtljajih zaradi turbine je pomenilo, da motorja ni treba tako močno priganjati, pa tudi poraba je bila zaradi manjše prostornine potem manjša. Ampak mi smo premajhne motorje včasih grajali, ker so bili tako neodločni v vrtljajih tik nad prostim tekom, da je bilo potem prav mučno speljati, če nisi imel avtomatika. Nissan je z novim 1,3 litrskim motorjem zamenjal kar 2, stari 1,2 litrski in 1,6 litrski turbo in od obeh naj bi bil ta boljši v vseh kategorijah. Tudi čistejši, ker ima dodan še filter saj. No, vse kategorije bomo potem preverili na samem testu, tale moj test porabe, gre pa tudi počasi k koncu. Evo, rezervoar je za razliko od mojega trebuha še vedno precej poln. Potovalni računalnik pravi, da sem prevozil 188 km, povprečna poraba na celotni relaciji pa 5,7 litra oziroma 5 litrov pa pol samo ta drugi del. Super rezultat, kaj ne rečem. Podobne številke zlahka lahko dosežete tudi sami in tole je zame še en razlog manj, da bi doplačal 2600 € za podobno zmogljiv dizelski motor.